ekipa. Skratka, režiser, Darko Špidler. Jaz moram priznati, da ko sem aprila ta film videl, se nekaj otvorilo od srca, verjetno nek težek kamen, ki se mi nabiral 30 let, kad delam za ta festival in nikakor ni prišel razpored nek slovenski, povrego gejovski film, kakršen se mi ta tako izdel, ko sem ga pač videl. Zdaj, slovenski film ima sicer kar nekaj velikih režiserjev, ki naj bi bili tudi istospolno usmerjeni, vsaj František Čap, Vojko Duletič, deloma Boštjan Hladnik, ampak noben v bistvu ni uspel niti posnet nek film, iz katerega bi lahko rekli, da je to osrednja tema filma. Bili so zametki pri Boštjanu Hladniku v Maškaradi in v Ubili nežno. To pa je v bistvu prvi film, ki se res ukvarja, mislim, ki je osred, vsaj po mojem enosrednjih tem nekako istospolno usmerjenost. Zdaj bom šel malo po vrsti in najprej z režiserjem vprašal. Zdaj, jaz poznam kar veliko plejev, ki so bili v popravnih domovih ali pa v zaporih za mladoletne. In vsi so v bistvu poročali, da so imeli tam kar pestre seksualne in tudi ljubezenske izkušnje. Ti pa, kot sem bral v intervjujih, ti delaš v popravnem domu, če se ne motim, ampak po izjavah nisem mogel razbrati, da si prišel do te zgodbe iz nekih realnih oziroma nekih dogodkov, ki si jim bil pričal, za kateri si svedel pri svojem delu ali kako, kaj si jedno? Ne, nikakor. Se pravi, to je bilo bolj neko vprašanje, ki je zanimalo mene samega, ker se mi zdaj pač povsem neživljenjsko, nerealistično, da v nekih zgornjih ustanovah, da pa ni prisotnosti neke homoseksualnosti, populacija, ki je tam namaščena. Tako da sem se v bistvu sam poigral s to idejo, kaj bi bilo če bi nekdo bil, kaj bi se dogajalo njemu v glavi, kaj bi se dogajalo potem v realnosti, kako bi se neki odnosi izpostavljali, kako bi zaposleni reagirali na tako in tako dalje. Tako da ne izhaja iz tega, v bistvu to izhaja iz moje glave. Ne, iz nekih izkušenj. Seveda imam izkušnje v vzgojnih zavodih, ampak to, da bi pa, kot tudi v osnovi ni bil mišljen to kot film, da bi problematiziral v prvi vrsti homoseksualnost. To je bil v bistvu potem neka sporedna tema, ki se je v določenih krogih pač vzpostavila v spredje, in tudi to, da je LGBT skupnost nekako vzela za svojega ta film. Ni bilo pa mišljeno, tako niti ni bilo pragmatično neko razmišljanje, da bi pa zdaj naredil nek tak prvi slovenski LGBT film ali kakorkoli, daleč od tega. Nisem razmišljal tem, se je pa zgodil mogoče to kot nek stranski produkt, če smo tako reči. Ja, včasih je film svojo pot, malo negativno smo mogoče želeli. Še nekaj me zanima v zvezi z izbiro, oziroma kakšne ti v bistvu to je prvi film za večerni. Namreč nekako navadni smo, da nekako samo umevno se nam zdi, da ženske like igrajo ženske
temnopolti like igrajo temnopolti igralci, Kitajce recimo igrajo kitajski igralci. Pa smo strogi pri teh vprašanjih, kdo igra recimo geje, lezbike ali v zadnjem času tudi tega zelo veliko pravzaprav trans lige, potem je se veliko polemizira, ali lahko igrajo v bistvu neki, bomo rekli, čist moški trans lige ali ne. Kaj ti misliš o tem? Zdaj sem vrnil na, mogoče delno na prvo tvoje vprašanje. Meni se to sploh v bistvu ni zdaj pomembno, da bi jaz opredelil, ker tudi namaram tega razvrščanja oziroma nekako pozicioniranje ali pa žanrskega opredeljevanja filmov. Tako da meni se pač, zame je to zgodba, zame osebno, je to zgodba o izdaji. In na osnovi tega, to, da zdaj glavni lik, da je gej, meni ni bilo uspred. In se mi zdi tudi, da je film prikazan na takšen način, da pač je to neko dejstvo in da iz tega, vsaj jaz osebno, tako mislim, da ne problematiziram tega samega tako zelo, seveda to mojo povezavi s tem likom želeta prihaja do neke mere v spredje, ampak kot v izhodišču, pa da to ni bilo v spredju, se mi zdi, pač, to je moj pogled na svet in na samo tematiko. Zdaj, če se vrnem na to vprašanje, kar se tiče igralcev, ne vem, jaz mislim, da oni verjetno podobno gledajo na to. Se pravi, jaz imam nek scenarij, imam audicijo, povabam igralce, odzovejo se tisti, kjer se odzovejo, kakšne sem seveda tudi sam povabil, ker sem jih poznal prej, ali pa ko sem bil všeč v drugih vlogah. In oni pač to odigrajo tako, kakor so odigrali. Zato, ker me tudi na raznih projekcijah prisprašujejo, so imeli igralci težave s tem poljubljanjem, se pravi, da sta se dva fanta oziroma dva moška poljubljala, in pravim, da ne, ker je tudi dejstvo takšno, da s tem so bili mogoče še najmanjše težave so bili ravno na tem področju. Veliko večje težave smo bili recimo z bujenjem neke agresije in smo to autentično prikazali. Se pravi, veliko več sem mi smo delali več od pol leta na nekih dosti intenzivnih vajah z igralci in mi se teh intimnih momentov praktično nismo dotaknili, oziroma jih nismo vabili. Nekako smo se dogovorili, da nikoli ne bomo na vajah teh stvari uprizarjali in da potem na samem svetu bomo šli do konca. In jaz sem jim nekako zaupal, oni so meni zaupali in smo sparali potem zadeva tako, kakor smo, da zadeva deluje precej autentično. Medtem, k samim nasiljem pa so igralci imeli težave. Se pravi, z brskanjem nekega nasilja v sebi in tako dalje. In na tem področju je bilo bistveno več nekih težav, kakor s tem. Zdaj, verjetno, ne vem točno, kaj bi v zvezi s tem še lahko rekel. Mogoče to prvo vprašanje potem še zdaj sami igralce, kakšne težave so oni, oziroma če sem vedno še zdaj, oziroma kakšne poglede imajo oni na to. Jaz, kar se mene osebno tiče, jaz enostavno sem vstopil v proces produkcije tega filma na takšen način, da nisem razlikoval tega, oziroma da si nisem dal sploh dela s tem. Zato, ker tudi osebno nimam na tem področju nobenih predsodkov, nekih težav, in so se mi stvari zdele pa samo umevno redu. Pač imamo neki istospolni lik, se sem napisal v končni fazi in pač bom izbral igralca, ker se mi bo zdaj fizično primeren za to, igralsko sposoben to speljati in ko smo verjetni. Ne vem, če sem odgovoril zdaj v vprašanje, če sem malo zakompliciral zadevo, ampak se nekako želel stvari malo širše razumeti. Bom šel kar naprej, ker ne bomo biti dolgi. Matej Zemljič najprej je mogoče najlažje vprašanje. Kako je bilo s podganco? Kje ste je dobili? Kako ste se navadili? Kako se je navadila? Se ni navadila? Kakšna je bila potem nadaljna usoda te podgance? Ja, moram reči, da imam jaz velik strah pred podganami. In prvotno je bilo v scenariju mišljen, da bo to hrček, s katerim ne bi imel nobenih problemov, dokler ni na eno vajo prišel Daje in mi rekel,
da bo to zdaj podgana, da se je malo spremenil scenarij, pa zdaj malo razmišljal, da bi mogoče bolj pozabilen, da je to podgana. Mislim, da si mi hotel celo prenesti na tisto vajo, pa sem bolj rekel, pa si bolj vesel, da sem ti povedal, da se bojim, ker ne vem, kaj bi tam bilo. Ja, potem pa sem jaz povedal, da me je zelo strah in pa mi je on zrihtel nekega človeka, ki mi je pomagal ta strah pomagati. Moram reči, da nisem premagal do konca tega straha, ampak sem se vsaj upal prijeti podgano. In bolj tako kamero zaigrati, kot da se ne bojim. Jaz sem gledal film v bistvu v tej smeri, da v bistvu vir vseh tvojih težav, oziroma tvoja lika, pravzaprav ena podotranjena homofobija oziroma nesprejemanje lastne usmerjenosti. Da je to tudi razlog, zakaj v bistvu na koncu v bistvu ponori, ko se pač pojavi na Facebooku in tako naprej, da če bi bil, bom rekel nekako, da bi, če bi sprejel svojo usmerjenost, verjetno mu to ne bi bil tak problem. Si ti to svoj drugače videl, ne vem? Ja, mislim, na nek način se strinjam. Mislim, se mi zdi, da tudi ta lik, ne vem, če on sam ve zase, da bi pač sam sebi rekel, pač, da je gej. Po mojem pač samo je začutil v Željkotu pač neko toplino in neko navezanost, ki pač se mi zdi, da ni zaciklil. Ne vem, če je pač, nisem ga tako gradil, da pač zdaj imam probleme zaradi tega, ker pač je ker ne bi bil homoseksualec, ampak se mi zdi, da je v tej fazi, ko še sam ne ve točno, kaj ga zares privlači. V zvezi s tem, ker je v bistvu v filmu ogromno take in drugačne homofobije, ti se, oziroma se vsi gibljete med mladimi, pa v gledališču, pa drugje. Koliko je pravzaprav dejansko homofobije v med mlado generacijo? Mislim, jaz moram reči, da se gibljem v takih krogih, da je ne čutam. Tako da, mislim, seveda je prisotna, še posebej, ko se pogovarjamo o raznih, ko pride ven nek družinski zakonik, pač pol vidiš neko realno stanje in sem saj jaz zelo začuden nad tem in ne morem verjeti, da je to prisotno. Ampak drugač, tako moj vsak dan, pa z ljudmi, s katerimi se družim, pa pač do mene tega ne pride. Hvala. Timon Šturbej, v tem, v bistvu, ta poljub dveh moških ni prvi v slovenskem filmu. Obstaja nek zelo obskuren poljub iz leta 2009, ko je Igor Šterk posnel film 906, to je ura, za katerega je prejel kar 9 vesen. V njem kriminalist raziskuje umor nekega geja in se nekrat začne identificirati s tem gejem in potem se ga naenkrat znajde, v prvem planu imamo v nedeljskem roza disku in se veliko pije in se zaliže z enim fantom. To česeloplatno, to je tudi verjetno prvi poljub v slovenskem filmu. Tako naslednjo sekundo pa ta isti kriminalist kozlava sekretu. To ustvarjalci seveda niso hoteli verjetno nič posebnega povedati, ampak vsak LGBT gledalec ali gledalka to povezavo seveda razume kot skrajno homofobno in res nekaj, kar se človek zapoje, se tisto od vsega filma sem to zapomnil. Skratka, kako bi ostalo ob tem prvem poljubu? Ja.
No, saj mislim, to je ena stvar, pa doskrat to sprašujejo ljudje, ampak... Samo ga ni ponovil. Ne, mislim, da smo to celo ampak, mislim, osebno pač kot igralec, da jemljem to kot del poklica in ne vidim razlike pač med to sceno, najno ali pa katerokoli drugo v filmu. In pač se mi zdi zanimivo, pa po svoje tudi žalostno, da še zmeraj pač to sploh mora biti predmet diskurza. Da se zdaj tudi mi moramo pogovarjati o homofobiji, da se moramo pogovarjati, zdaj kakšen film je to, ali je to LGBT, ali je to ne vem kaj, pač ljubezen bi morala biti univerzalna. In žal je pač tako, da mislim, druge že recimo drugače, vidim, da je ta kritik za Hollywood Reporter, je kot kritiko filma pač tudi omenjal pač to težo te homoseksualnosti in da je to v Sloveniji še morda problem, da pri njih pa je to že drugače in se mi zdi pač žalostno, da je tako. Zdaj, vsak gledalec ima drugače gleda verjetno film, tega drugače gledati kot jaz. Ima pa eno zanimivo, kako so v bistvu dijaki doumeli prav vajno vlogo. Čisto obratno, me prav presenetljivo se je zdel. Namreč tebe so seveda nekako vzeli kot malo bolj negativni lik, ne? In so čisto enostavno grejevstvo pripisali tebi. In ti si tisti za njih, ki si v bistvu nedolžnega Andreja, neuravnovešenega Zaterja, izpolno zlorabil. To v bistvu samo navajam kot, kako vse povsem drugače, različno ljudje gledajo film. Skratka, prepotentno mačistično obnašanje sicer ni redko med mladimi, ker se pač tudi fanti, ker se dokazujejo. Zdaj, ali bi tudi problem, ali si tudi sam bil tako? V rani mladosti? Ja, mislim, da če ne bi vse sami imel zametkov tega, nekje v sebi pač so to stvari, ki jih je ekstremno pač težko prikazati, ali pač vsaj nisi deležen tega, pa nekje vidiš sam. Je pa bilo težko, ja. Je bilo težko. Ja, seveda. Pa jaz si desiral. Ja, sem ga desiral. V bistvu, pa Matej tudi seveda, no, sva kar delala na tem ustrajno kar nekaj mesecev. Gašper Markun, igračica predvsem hvaležno vlogo. Zdaj, igralci imajo praviloma, tako ki ste še mladi, ampak igralci imajo praviloma precej velik ego. Zdaj, kako ti je bilo v bistvu težko igrati tako nek podrejen lik? Mislim, v družbi sami ne vem, če bi bil jaz podarjen. Podarjen sem pa med temi fanti oziroma sami med mojim nadrejenim. Ta ego spostaviti bo malo težje, zato ker meni pa Dare ni dovolil fitnessirati. Tako da sem v bistvu, ja, prek norije mogo priti do tega. Če še glavimo, pa bo se bolj bi še ti vprašal, da ni poljubilec. Skratka, moram priznati, da je tvoj lik v bistvu, kar se našega teme tiče, še najbolj simpatičen. Ker že prvič, ko se pojaviš v sceni, nekako si vemo, da si gej. In tudi vemo, nekako, da s tem nimaš problemov. Nekako, da si drugačen kot Andrej, se pravi, da si to nekako sprejel, in da tudi drugi dajo v bistvu, da si gej, da si jih sicer odkupuješ na ta način, da jim daješ drugo, oni to sprejemajo seveda in ti nekako dopuščajo, da si si. Zato tudi ni dojen problem, kot te snemajo in verjetno si ti
na drugi, na tistem skrivnostnem posnetku na Facebooku. Kaj praviš ti na to mojo razstavo? Ja, se tako, ki ste že prej rekli, pač različni gledalci, različno video. Ne vem, jaz sem videl moj lik, v bistvu, spet moram reči, ne toliko mogoče popolnoma gej, ampak pač jaz sem ga dojemal kot recimo bi temu, ali ne vem, omni, ali ne vem, kako je to, ne, pač en, ki ima fotra, ki si lahko privošči vse, ima vse in ki pač vse proba tudi speljati, no, mislim, zdaj ne vem, če sem Darja, skaj narobe razumel, ampak tako je bilo meni, no, pač z mojega vidika je bil tolik, ima vse, pač, ko mu nič ne manjka in zato mu tudi ni problem biti na videoposnetku, ko v končni fazi krona, ne, tega hotelja, v bistvu hotel mojega fotra, klub, v katerem se dobimo, je klub mojega fotra, tako da v bistvu pač nek, ne vem, ne bom rekel glih besran, ampak tako, no, nekje na vrhu verige, nekdo, ki je nedotakljiv. Dobro, hvala. Zdaj, film je bil že marsikaj po svetu. V številnih kritikah, ki so take in drugačne, so predvsem bral okrivanje igre Mateja Zemljiča in nekako napoveduje mednarodni uspeh, si dobil že kako ponudbo. Ne še. Okay. Kaj pa, a ste dobili zlasti vidva, mogoče tudi ti, že kakšno spodobno ali nespodobno povabilo od gledalcev? Ne? Mogoče bo danes. Čakamo še. Vedač, jaz bi se vsem zahvalil, zdaj pa seveda še kakšno vprašanje iz publike. Komentar, vprašanje, karkoli. Jaz bi vprašal nekaj. Koliko zabave ste imeli pri snemanju s karamelnim mlekom? Pa krno, ful. Ja, mislim, meni je posebno taj ljubših prizorov. Sem se zabaval, no, pa sem imel taj duška. A je bilo treba večkrat ponoviti, mislim? Ja, je bilo je. Treba večkrat ponoviti. Mogoče vloga voditeljev, a ste to naredil, mislim, spisal po lastnem občutku, glede na delo v zavodu, a ne? To je pač moj pogled na delo v zavodu, oziroma na ta sistem zavoda. Zdaj, verjetno bi kakšen kolega se ne strinjal s tem, oziroma bi imel drugačen pogled, ampak jaz pač vidim tako ta sistem kot nedelujoč in kot da so vzgojiti tam pogosto sami sebi na ne. Kritično se mi zdi, se mi zdi evidentno. Še v zvezi s tem, a ste imeli kakšne projekcije v poti diskusije z mladostniki zavodov ali pa z vzgojitelji, kakšne povratne informacije z njihovi strani? Vzgojitelji ja, z mladostniki pa ne. Nekako, kjer sem jaz zaposlen, to ni nekako šlo skozi čisto logistično. Zaposleni pa sem, jaz sem jih povabil ravnatelja pa nekaj zaposlenih na premijer, in tudi pol kasneje sem jih vabil, verjetno, oziroma vem, tudi danes še kakšen tu v dvorani, in so bili pozitivni odzivi. Pozitivni in začuda se niso spuščali v to, da sem jih to kritično prikazal, ne. Zato, ker verjetno na nek način čutijo, da tudi sami, da pač na nek način da pač je tako. Sicer je pač zelo grafično, ne, in res da je mogoče tudi tendenciozno, ne, ampak kakorkoli. Je to rad poudarjati, že to moj pogled, ne, in so to sprejeli. No, tako da ni bilo nekih negativnih odzivov.
Pa ja, mislim, se ne vem, bilo je ful enega dela, pač čisto zaradi tega, ker je to moglo biti avtentično. Kar je meni najbolj pomagalo je to, da smo v bistvu vse vaje, ki smo jih imeli, je dali snemal. In smo potem v bistvu vsako vajo pogledali, analizirali in potem je pač itak že sam videl, kaj je cool, kaj ne. Potem pa še dalje pač povedal, na kjerih mestih ti verjame in na kjerih ne. Tako da ja, jaz osebno sem imel pač na začetku ful problemov pač čist z nekim izražanjem neke agresije, pa predvsem s tem pač kako biti avtentičen, pa kako se čim bolj približati v bistvu pač nekemu vedenju pa obnašanju pač teh gojencev, ki nekako drugače govorijo, kakor jaz osebno, pa pač se drugače obnašajo, pa imajo veliko več neke potlačene pa prikrite agresije v sebi. Tako da, ja, predvsem to, da smo lahko se snemali, pa mislim, da si ti snemal. Jaz mislim, da je bil eden izmed glavnih stvari, ki smo jih hotel pokazati, ta prikrita oziroma potlačena, zadržana agresija. S tem so imeli pač igralci verjetno kar nekaj težav, zato ker je ves čas je bilo dobro, oziroma sem želel, da je neka tenzija. Tudi če se nič ne zgodi. Neki prizori, ki jih ni v filmu, je bilo to mogoče še v enih prizorih vidno. In smo potem to pač prek nekih improvizacij v bistvu dosegali. In s pogovori in z iskanjem v njihovih povsem življenjskih zgodbah neke situacije, ki so bile podobne, mogoče v enih delčkih temu, kar se potem prikazuje na platnu. In smo to pač, ne vem, neke improvizacije delajo tudi ponašali neki živali in podobno, recimo Timon je zelo, je v bistvu se tudi mi vreni, prizori je zelo močna ta njegova drža agresivna, ne vem, pač ni povedal, kaj reči, da ne može. Če se navežem še na to, pač zelo pomemben podatek se mi zdi to, da je pač Dario v začetku imel v glavi, da bo snemal dokumentarec, ki pa logistično pač potem to ni šlo skozi in je pa še vedno pač snemanje tudi tega filma zastavil dosti dokumentaristično oziroma pač je želel nek verističen pristop do tega in tudi za nas je želel, da smo pač zelo avtentični. In tako, kot sta pač povedala, je pač pri tem zelo prav prišlo pač te vaje, ki so trajale 6 mesecev, ker smo delali razne improvizacije in Darja nas je pač vodil skozi to. In nas hkrati je pominjal, pa se mi zdi, da je šlo tudi toliko za neko agresijo, kolikor je bilo pač teže doseči to, da se nismo prespraševali, da nismo svojih odločitev, nismo dvomili v svoje odločitve, da smo bili nekako samozavestni o tem, kar delamo. Kar se pa tiče priprav, pa je tudi hkrati nam je, oziroma nama tudi pomagal pač ta fitness, pa meni, da sem si pobril glavo, pa že nekako samim izgledom deloval dosti bolj pač grozeče, pa potem pa še seveda razne tehnike igralske. Jaz bi pa čestitala najprej vsej ekipi. Zdaj pa tukaj nas je nekaj gledalk, ki vemo, da je Gašpar tudi mladinski delavc, včasni, zelo dober mladinski delavc, želimo, da bi bilo večkrat. Imam zdaj eno vprašanje, zate Gašpar, če si črpal te izkušnje, oziroma če si sestavil talik, mogoče na podlagi izkušenj z delom, da si ga pač opravil in ga še opravljaš kot pač mladinski delavc. Imaš kakšne spomine na kakšen iz centra? Mislim, vprosti sem lahko neko roko, da vem približno. Hvala. Ne vem, mislim, jaz vedno rad poudaram, kot socialni delavec je meni pristop do te vloge oziroma karakterja tu pripomogel na podlagi lastnih izkušenj. Se pravi, bodi si v centru, kjer sem imel določene konflikte, ali pa kot delavc, kot vzgojitelj v poletni koloniji, ker sem definitivno imel enega mladega prestopnika oziroma mladostnika s čustvenimi ali pa vedenskimi težavami. Tako da jaz vedno rad poudarjam, da definitivno mi je študij socialnega dela pri študiju tega lika zelo koristilo.
Pa hvala mladim zmajom, če bi lahko to javno. Hvala tudi vam. Zanima me, da ste rekli, da ste pač imeli skoraj 6 mesecev vaje. A so jointi na posnetku pravi? Ne. Kaj pa drugo? Kaj bo? Kaj pa druge droge? Nič ni Ni budget. Kaj ste pa uporabljali? Laktozo pa neka zelišča, kadili smo pa tobak. Aha, ok. To se moram vprašati. Rekli ste, da ste pač imeli skoraj 6 mesecev vaje, ne? Če ste potem med samim snemanjem, pa ste improvizirali daje, ali ste se zelo držali striktno dialoga scenarija? Ne, potem na samo snemanju smo se bolj kar držali tega, ker smo, res pa smo pred improvizirali, v času vaje, se pravi, jaz nisem bil tam diktator, ko bi se rekel svojega teksta, ne, ampak predvsem na nivoju, se pravi, prizore smo bolj kar upoštevali vse, se mi zdi, da se mi ne spremenil. Znotraj dialogu smo pa spremenili stvari. Seveda, če sem videl, da igralec ima težave na nivoju dialogov, teksta, sem rekel, da probaj po svoje pogledati, pa da vidimo. Potem smo pogosto tudi iskali neke skupne tekste, neke dialoge smo oblikovali na osnovi tega, kar igralec čutil in kako bi on to povedal. Dialekti smo se prilagodili in tako dalje. Tako da, in potem smo to blokirali in na samem snemanju smo se dovolj kar držali tega, kar smo ugotovili že prej. Lahko mogoče še tukaj zgori. Jaz bi pa mogoče samo zahvalila se, mene ta film v bistvu nagovarja tudi recimo z pedagoškega vidika. Zahvalila bi se za to, da se ta kritika, ki ste režiser omenil sistema predvsem, da se v bistvu tako transparentno vidi, ni verjetno zakriviti nekih zaposlenih ali pa pač posameznih delavcev, ampak mislim, da je zelo lepo prikazano v filmu, kam pripelje neka stiska, ki ni slišana in s katerim ne znamo v bistvu je prav nasloviti, no. Samo toliko komentar. Hvala vam. Ja, čestitke ekipi, no, mene pa zanima, kako ste ta prizor s Podgano izpeljali, ne res, kako ste jo, da ste jo uspavali, kako ste to izvedli, da izpade, kot da je pač mrtva. Podgana je bila mrtva. Mi smo imeli dve Podgani, oziroma v začetku smo 3, pa je ena pa mene še ugriznila, ne? Ja, mislim, na začetku vem, da so, ne vem, kdo je ekipa, mislim, je kupila Podgano v trgovini, ker ni bila sploh navajena pač človeka. In pač že pač prestrašen mu, mislim, ker sem to prestrašen, sploh nisem mogel, pač je verjet, ki si ona bolj bala mnenja kot jaz ne. Potem smo pa dobili preko neke rekvizitarke, neko domačeno Podgano. In tiste je bilo ok, ne. Ampak zelo, ko smo imeli preživeli, te, ki so bile žive tudi na koncu. To, ki sem jo povrgal v WC not, to nisem povedal, da ne. No ja, to sem jaz vrgal not. Tako da, tako je mrtva in smo dobili iz, ne vem, iz neke izvarce že vrta, skopne, tukaj jih hranijo, mislim, da za neke pitone, da jih hranijo, ne, in smo potem dobili, to je bila že pokojna, ko smo dobili. Ni bila uspala. Jaz bi imel samo en komentar. Čestitke vse, ki bi še enkrat, predvsem pa režiserju. In sicer, mene se to zdi nekaj drugega. Namreč, pokazali ste veliko nekih sistemov, sodni sistem, sistem prevzgoje, družinski sistem. In v bistvu v tej zgodbi so bili vsi disfunkcionalni in so izhajali z neke premise, da pač samo zato, ker obstajajo, so in so na mestu in so dobri. Poleg nekega vprašanja istospolne usmerjenosti je v bistvu film zelo dober prikazal šibke točke sistemov, velikih sistemov,
ravno formaliziranih, v katerih tudi posamezniki, ki hočejo nekaj narediti, so nemočni ali pa v bistvu obupajo sred poti. Hvala, čestit. Hvala. Mogoče meni bi samo to glede na to sploh, da ste omenili prej, da je bila neka ideja oziroma želja po dokumentarcu, ne, pa da se niste šla in da je to pol nastal. Torej, meni se določene stvari so bile ful v bistvu v globino pogledane, po drugi strani pa marsikšen karakter v bistvu zelo samo z enega vidika predstavljen. In to še te vidiki, ki so bili, so v bistvu tako na koncu dobiš v bistvu o marsikšni vlogi tako zelo stereotipno predstavljen. Ta čepur, ki je zvečer pač gledal Kenjado, Uši Krek, Pičke, tako. V glavnem, zelo ene te določene stvari so bile zelo outside the box, ene stvari so v bistvu zelo stereotipizirane. Pa mogoče zaradi tega, ker je bil samo en vidik vloge predstavljen. A to je razlog bil prav odločitev ali pomanjkanje časa v filmu ali kaj čist redga, ali se motam? Ne vem, sicer, ker hoče tvorijo govoriš, nima veze. Ne, seveda, se pravi, edin res tridimenzionalni lik je verjetno dejansko samo Andrej, oziroma pač ta lik, ki ga na tej igral, ne. Ostali so okleščeni, tega iz razloga, ja, same odločitve, ker sem se odločil, da bom spremljal njega. In zdaj, če je spremljal njega, potem praktično ni možnosti, da bi še ostale like ukarakterizirali na tako bogat način, kot sem njega. In tudi ostali liki, v bistvu v celom filmu sta samo dva prizora, ki Andreja ni, in to sta zelo kratka prizora z Žegatom, oziroma s Tobatimom, ko z unim beljenjem, pa potem, ko pride do zgojitla in reče, da je pobelil. Sicer pa vedno Andrej noter, zato ker smo tudi s kamero ves čas spremljali, smo bili na hrbtu v bistvu Andreja, ne. In to je njegova zgodba. In če to je njegova zgodba, potem imamo v bistvu prostora, da bi razvijali v neki polnosti. Še ostale like, so te ostale like bolj ali manj, ja, neka površja, nekaj, kar bi tudi nek zunanji opazovalec. In verjetno bolj ali manj zaradi tega, da bolj razumemo Andreja. Se pravi, njegovo čutenje je on pač vidite stvari tako, kakor jih vidite. In on vidi to pač hladno mamo, zdaj zakaj mama taka, kakor ne je, bi verjetno drug film lahko posledil. Ampak, zdaj, če bi pa hotel znotraj tega filma vse like narediti tako večdimenzionalne, kakor sem Andreja, ne bi pa film kaj, ne, 3-4 pa ni bilo mišljeno, ni bilo sredstvo. V osnovi ni bilo tako mišljeno. Tako da je bilo znameno, in se zavedal tega, da grem v enih likih v neke, rečemo, kvazi stereotipe. Ker ljudje pač včasih dejansko tudi so taki, imajo pa seveda neko pripravo tudi, zato da so taki, kakor nisem. Se to ni bilo mišljeno ful kot kritika, ne? Jaz mislim, da še potem. Ne jemem tega tako, ker tudi razlagam druge te stvari, ne, in samo sebe v bistvu pogosto začnem razlagati te stvari, ker pa se mi zdi pomembno, v bistvu, ne se sam zavedam, kaj sem naredil. Skratka, gotovo je treba pohvaliti še produkcijsko hišo Temporama, pa mislim, da sta Jerca in Andraž tu, ali sta se vsaj pokazati. Izredno sta se potrudili, ne samo to, da... Izredno sta se potrudila tudi z reklamo in film je v bistvu odzunaj že kar dobil neki nacionalni distribuciji, mislim, da v Veliki Britaniji, tako tudi v Kanadi in v ZDA. V ZDA je že imel premiero, mislim, premiero ZDA. In verjetno še tudi drugi. Skratka, ja, jaz se vsem zahvaljujem za ta film, pa da ste prišli, pa malo povedali. Vabim vas na, da kaj jih vprašate še spredaj, se pravi pred dverjo, v kozarčku, če bodo ostali. In pa seveda, da povedete dele knjige prvega slovenskega belskega romana izpred 80 let, no, zdaj imamo pa še film. Hvala lepa.